Pozdravljeni, sem Maja Kolarbič, prihajam iz inštituta Anahata, v katerem se ukvarjamo z raziskovanjem, izobraževanjem in nudenjem konkretnih in trajnostnih rešitev na področju zdravja in bolezni. Naše delo temelji na dveh znanostih, ena je antropologija, torej znanost o človeku, druga pa je ajurveda, znanost o življenju. Na tem mestu naj se tudi zahvalim društvu ONEJ, kateri me je povabil na ta dogodek. Torej, tema današnjega predavanja je konoplja v medicini oziroma v Indiji, starodavna tradicija in sodobna znanost. Torej, danes bom govorila o konoplji v Indiji, predvsem z vidika ajurvede, tradicionalnega medicinskega sistema Indije, in pa na drugi strani biomedicine, ki je bila prenesena na indijska tla skozi angleško kolonizacijo. Danes je v Indiji prisoten izrazit pluralizem medicinskih praks. To pomeni, da sobivajo od ajurvede, biomedicine, homeopatije, joge, naturopatije, unani medicina in sida medicina. Torej, vsi ti medicinski sistemi so vključeni v uradni zdravstveni sistem Indije, kar pomeni, da imajo tamkajšnji prebivalci možnost svobodne izbire določene medicinske prakse. Zdaj, ajurveda je na območju današnje Indije najdlje prisotna, torej okrog 5000 let, in za večino sodobnih raziskovalcev velja za najstarejši medicinski sistem. In toliko časa, kot je prisotna ajurveda na indijskih tleh, toliko časa je z njo tudi prisotna konoplja. Zdaj, Indija je dežela močno prežeta z vero in mistiko, zato sta bili v preteklosti tudi ajurveda in konoplja močno vezani na njo. Recimo, legenda o ajurvedi pripoveduje: pred več kot 3000 leti, ko sedmeri modreci niso več mogli gledati človeškega trpljenja, so se podali k vznožju Himalaje, da bi prosili bogove za pomoč. Vrhovni bog Brahma, ki s svojimi 4 glavami vidi vse vesolje, je v 100 000 verzih zapisal ajurvedo, navodilo za življenje v soglasju s kozmičnimi zakoni, vedo o vzpostavljanju in ohranjevanju telesnega, duševnega in duhovnega ravnovesja. Ta sveti nauk so božanski sli nato prenesli božanskemu zdravniku Dhanvantariju, ta pa ga je izročil modrecem, ki so ves čas hrepeneče čakali nanj. Tako se je v bujnih indijskih gozdovih v davnini začelo tamkajšnje zdravilstvo, iz katerega se je kasneje razvila dodelana sistematika medicine in zdravilnih zelišč. Ajurvedo so poučevali na znanih indijskih univerzah. Recimo, že leta 700 pred našim štetjem je univerza Takašvili bila zelo priznana tudi mednarodno, kamor so iz celega sveta zahajali učenjaki se učiti, torej to 8 vejo medicino, torej, ki vsebuje od interne medicine, pediatrije, psihiatrije, ginekologije, skratka, vse to, kar poznamo danes v naši klasični uradni medicini ali biomedicini. Danes je znanje ajurvede ohranjeno predvsem po besedili kasnejših zapisovalcev, zdravnikov Čaraka, Šruta in Vagbata. Ajurveda temelji na prepričanju, da vsakega človeka in vse v naravi sestavlja kombinacija 5 elementov, ki gradijo vsakega izmed nas in ustvarjajo različne in edinstvene osnove imenovane doše. To so vata, pita in kapa. Recimo vata doša jo gradi element zraka in prostora, kar pomeni, da takšni posamezniki, torej za to predispozicijo vate, so predvsem fleksibilnega in hitrega uma, po drugi strani pa ravno zaradi tega, ker nimajo nobenega oprijemljivega elementa, njihov hkrati lahko zaniha in postane anksiozen, preplašen. Recimo pita doša, katera je sestavljena iz elementov predvsem ognja, je zadolžena recimo za vse metabolne procese, ki se dogajajo v našem telesu. Torej od segrevanja,
do prebave in uravnava tudi telesno temperaturo. Recimo, kadar je pita uravnovešena, v bistvu podpira razumevanje in pa inteligenco, kadar pa je neuravnovešena, kadar pa je preveč recimo ognja v telesu, pa je lahko izzove agresijo, sovraštvo, kot pa tudi ljubosumje. Recimo kapa pa je ta bioenergetski proces v našem telesu, ki pa našo celo telo drži skupaj, torej kosti, mišice in podobno. Zato tudi je grajena iz elementov zemlje. Zdaj, vsi te tri doše so v vsakem od nas, samo ob našem rojstvu je vsak obdarjen za določeno proporcijo doše. Okay? Zdaj pa cilj ajurvede je torej uravnovesiti te doše za uporabo različnih pristopov. Torej od božanske terapije, od molitev, nosenje amuletov, do psihoterapije, joge, dihanja, meditacije, kot tudi raznih bioloških terapij, kot je recimo globoko očiščenje telesa, pančakarma, kot pa tudi ajurvedski zeliščni pripravki. In eden od teh zeliščnih pripravkov je tudi konoplja. Tako da si lahko zdaj na hitro pogledamo njen zgodovinski prerez v medicini Indije. Ajurveda je zbirala informacije več tisoč let o tem, kako uporabljati konopljo kot zdravilo in tudi kako v bistvu zdraviti posledice njene prekomerne uporabe. Prvi pisni vir konoplje je najden v Atharva Vedi. To je ena od 4 zbirk ved, ki so najstarejši in sveti teksti napisani v sanskrtu med letoma 2000 in 1500 pred našim štetjem, kjer so zapisali: mi rečemo 5 kraljestvom zelišč, torej soma, kuša trava, konoplja, ječmen in zel, rešite nas anksioznosti in strahu. To pomeni, da najstarejše utemeljitve konoplje, ki segajo skoraj v čas 3000 pred našim štetjem, so v bistvu psihiatrične in so bile namenjene zdravljenju straha in anksioznosti. V Šušruta Samhiti, ki sega v čas od 3. do 8. stoletja pred našim štetjem, je bila konoplja priporočena za zdravljenje apatičnosti, katarja, kot tudi driske. Podobno je takrat poudarjal učenec Šušrute, da se konoplja v indijskem ljudskem zdravilstvu uporablja kot afrodizijak in za zdravljenje bolečine. Takrat je bila tudi rabljena zaradi svojih narkotičnih sredstev kot anestetik, včasih tudi v kombinaciji z alkoholom, predvsem pri indijskih in kitajskih kirurgih. V tistem času so tamkajšnji prebivalci takratne Indije že poznali spolni diformizem konoplje, kot pa tudi premoč iz ženske rastline konoplje, torej za medicinske in mistične namene, nad moško rastlino konoplje, recimo za vrvi ali pa tekstilno industrijo. Znano je bilo tudi, da je potrebno izolirati žensko rastlino konoplje od moške, saj s tem preprečijo oploditev in pa hkrati povečajo donos konopljine smole. Sodobni raziskovalci so zato danes priznali Indiji ključno vlogo pri razumevanju njene, torej konopljine biokemične strukture. Ajurvedski tekst, ki pa so ga uredili nekje leta 300, pa natančneje opisuje uporabo konoplje za posamezne zdravstvene težave, kot je recimo, kot sem že omenila, diareja, težave z govorom, revmatizem, kolera, prebavne težave, odpravljanje sluzi, povečanje apetita, vpliva na mišljenje, dismenorejo, torej na bolečo menstruacijo, gonorejo, epilepsijo, infekcije in bronhitis. Recimo okoli 7. stoletja pa so dokumentirali razvoj uporabe konoplje tudi v tantrizmu, predvsem glede spolnih praks, zadrževanja moške ejakuacije in spodbujanje spolnega užitka pri obeh spolih.
200 leti kasneje pa je eden od indijskih alkimistov v svojem anonimnem delu dodal tudi 43 sanskrtskih sopomenk konoplje. Mnoge med njimi tudi potrjujejo izjemno pomlajevalne učinke konoplje, poleg vseh drugih, recimo, da je tudi konoplja hrana bogov, da z konopljo se recimo rešimo okov egoizma, ega, skratka, cel spekter raznovrstnih sopomenk so pripisovali konoplji, ne samo medicinske. Zdaj, stoletja kasneje je pa Daš opisoval, na kakšne načine vse so konopljo pridelovali in na kakšen način so jih mešali in tudi zabeležil 8 drugih zdravilnih zelišč, ki grejo odlično skupaj z konopljo. Ta kombinacija tudi lahko rečemo, da je kot neka legenda, so recimo trdili, da tisti posameznik, ki se za 3 leta osami in v tem času se tudi odreče spolnim užitkom, da ta človek bo živel 300 let brez nobenih bolezni. Ne? Malo za intermezzo. Seveda pa je na tem mestu ravno potrebno opozoriti, da v ajurvedi se konoplja nikoli ne uporablja samostojno. Zmeraj se ji dodaja različne začimbe, največkrat pa tudi ghee, maslo, mleko in podobno. Kajti ravno z kombinacijo teh konoplje in drugih zelišč se v bistvu izničijo tiste manj želene sestavine konoplje, ki pa imajo na človeški organizem mogoče ne tako prijeten vpliv. Zdaj, v poznem 11. stoletju so recimo vključili konopljo kot ta, ki spodbuja tek in prebavo, pa tudi bila je predlagana v 2 receptih za daljšo in srečno življenje. Recimo v 13. stoletju pa so v sanskrtskem leksikonu v zeliščih dodali konoplji tudi nove sopomenke, že omenjene v tabeli, ki smo jo videli prej, kot pa je recimo zajedljivost, trpkost, da daje toploto, ostrino, da odstranjuje zrak in sluz iz telesa, da je trpka, da spodbuja komunikativnost in da daje kot fizično tudi duševno moč. Recimo v začetku 16. stoletja pa je konoplja opisana kot uspavalno sredstvo in kot ta, ki popravlja neravnovesje duš, ustvarja zdrav apetit, ostri duhovitost in, kot smo tudi že omenili, deluje kot afrodizijak. Zdaj, kar je bilo povedanega do sedaj, kaže na to, da je bila konoplja pomembno zdravilo stare indijske farmakopeje in zaradi svojih nedvomno zdravilnih lastnosti v sveži kot v posušeni obliki je bila uporabljena za zdravljenje različnih bolezni takratnega časa. Danes v Indiji ajurvedski zdravniki še vedno v veliki meri uporabljajo konopljo in sodobna ajurveda pripisuje konoplji naslednje lastnosti. Torej, da spodbuja toploto, preprečuje drisko, spodbuja prebavo, vznemirja žolč, spodbuja in odstranjuje sluz, spodbuja komunikativnost, spodbuja prebaven ogenj, ima hipnotičen učinek, spodbuja veselje, apetit in pa okus. Recimo nedavna raziskava uporabe konoplje, natančneje torej benga, v svetem mestu Varanasi je ugotovila, da je precej razširjena zlasti med delavskim razredom, poslovneži in med bolj izobraženimi. Zakaj? Večina uporabnikov v 3. in 4. dekadi življenja trpi za različnimi oblikami, motnjami razpoloženja, torej od depresije, anksioznosti, zato jo uporabljajo predvsem zaradi užitka, medtem ko starejši ljudje navajajo njene prednosti pri prebavnih motnjah, skupaj z izboljšanjem apetita in pa tudi za lajšanje nespečnosti.
Recimo med 100 udeležencimi raziskave jih je 90% poročalo o izboljšanju spanja brez prisotnosti dnevne utrujenosti, kot pa tudi o izboljšanju intimnega življenja. Recimo vsi udeleženci so uživali konopljo oralno, nasplošno okrog 1,5 grama dnevno za prebavne motnje, pri čemer pa je skoraj 60% udeleženih uživalo 4 do 10 grama konoplje dnevno brez nezaželenih učinkov. Recimo raziskava iz leta 1996, kjer so izločili iz avtohtone konoplje 17% THC, ki so ga uporabljali pri zdravljenju bolečine raka pri 42 pacientih, kateri so prejeli odmerek 25 mg. Zdaj, rezultati so takšni. Pri slabih 65% pacientov se je bolečina zmanjšala za 50%, pri slabih 10% se je bolečina zmanjšala za več kot 75% brez uporabe dodanih velik drugih analgetikov, pri skoraj 12% pa ni bilo dobenega učinka analgetika. Kar pa pač potrjuje že znano pravilo, torej ni vse za vse tako ali pa drugače. Zato je potrebno ljudem omogočiti svobodo pri izbiri zdravljenja. In prišli smo že do tega bolj poglavitnega dela, ki mogoče bolj zanima vsakega izmed vas tukaj. Torej, v tem delu bom govorila o izročilu indijske medicine glede terapevtskih koristi klinične uporabe konoplje, kjer me je zanimalo, kaj so njihove znanstvene utemeljitve. Zdaj, vprašanje je bilo potrebno obravnavati sistematsko, zato bom govorila o raziskavah po področjih. Recimo na področju psihiatrije trenutno raziskave podpirajo CBD kot sredstvo proti anksioznosti in pa tudi sredstvo proti psihotičnim motnjam. Konoplja prav tako umirja demenco, saj se je THC izkazal za koristnega pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo. Nedavno pa je tudi CBC dokazal antidepresiven učinek na živalskem modelu. Zdaj, kar se tiče depresije, kar je bolj moja tema, za katero se ukvarjam z vidika naše medicine pa ajurvede, in kadar sem delala svojo raziskavo v Indiji, je večina ajurvedskih zdravnikov tudi priporočala oziroma mi govorila o tem, da svojim svoje paciente, sploh v primeru kakšne hujših depresij, zdravijo točno z konopljo. Z endokanabinoidnim sistemom pa naj bi izgnali tudi averzivne, torej te negativne spomine, ki predvsem pestijo bolnike, ki imajo težave z duševnim zdravjem. Konoplja zdravi tudi nespečnost pri bolnikih z multiplo sklerozo in tistih z kronično nevropatsko bolečino. Opazovanje koristi konoplje pri zdravljenju odvisnosti iz 19. stoletja v sodobnih študijah alkoholikov in uživalcev kokaina so prav tako ugotovili, da uporaba konoplje zmanjšuje stopnjo uporabe in alkohola kot tudi kokaina in uspešno zdravi tovrstne odvisnosti. Zdaj, na področju nevrologije indijska medicina podpira zdravljenje migrene, ker obstaja ogromno patofizioloških podatkov. Druga dolgoletna uporaba konoplje se nanaša na zdravljenje epilepsije. Predhodne eksperimentalne študije so pokazale nekaj podpore za CBD, ki pa so jih trenutne študije znatno podkrepile. Te študije so pokazale na protikonvulsivne lastnosti THC-ja in pa modulacijo praga napadov z anandamidom. Na področju dermatologije nedavno delo dokazuje uporabo konoplje za znižanje vrednosti faktorja tumorske nekroze alfa pri luskavici, zlasti z CBD-jem bogatimi ekstrakti. Podobno so ugotovili prednosti THC-ja tudi pri periferni bolečini in pri močnem srbenju. Na področju revmatologije
Poudarjajo predvsem prednosti CBD-ja pri revmatoidnem artritisu, ki so ga preizkušali na modelu gledalcev. Zdaj, druga faza kliničnih preizkušanj pa je v teku. Sodobne raziskave prav tako dokazujejo, da ima zdravljenje s kanabidoini nedvomno klinično vlogo pri težavah z apetitom. Zdaj, tista najširša baza raziskav v Indiji pa je seveda na področju onkologije. Vloga konoplje v onkologiji se lahko sedaj razširi onkraj njenih dokazanih sposobnosti pri umirjanju slabosti, pri kemoterapiji, ker spodbuja apoptozo, kar pomeni celično umiranje in zatiranje angiogeneze. Tukaj se gre za fiziološki proces rast novih tkiv iz že obstoječih v različnih delih tkivov. Poleg tega ima THC antiprolaktinsko dejavnost pri karcinomu dojk in pa tudi uvaja presnovno blokado pri pljučni karcinogenezi. Na področju pulmologije so v Indiji razpravljali številni avtorji, vendar je danes jasno, da je THC bronhodilator. To pomeni, da tukaj gre za dve sestavini, ta del terpenoid in alfa-pinen, ki v bistvu vpliva na to, da se mišice v pljučih krčijo. Poleg tega imajo THC, CBD in terpenoid pomembne protivnetne koristi, zato so v Indiji tudi prepričani, da je inhalator z izvlečki konoplje nadvse učinkovit. Študije, ki pa kažejo učinkovito zdravljenja prebavnih težav v Indiji, so prav tako številne, bodisi da zmanjšujejo črevesne krče, zaprtje ali inhibicijo sekrecijske driske pri procesu kolere. Komponente konoplje ponujajo tudi neuromodulatorno izboljšanje. Poleg tega so opazili številne koristi pri Crohnovi bolezni in ulceroznem kolitisu. Spet druge študije koristi konoplje pa kažejo na učinek pri zdravljenju razjed in da kariofilen, torej to eterično olje konoplje, ščiti želodec. Našli so tudi številne koristi pri zdravljenju zlatenice in hepatitisa C pri bolnikih, ki uživajo konopljo. In seveda, ker danes veljajo recimo hemeroidi za kugo sodobnega človeka, v Indiji obstajajo zanesljivi dokazi o koristi konoplje pri tovrstnih nadlogah. Prepoznali so njene neštete protivnetne in protipruritusne. Pruritusne pomeni pač hud srbež, ki je prisoten ob hemeroidih, in da so ti mehanizmi lahko osnova za tovrstno zdravljenje. Koristi konoplje so našli tudi pri zdravljenju simptomov nižjega trakta sečil, ki so bile močno podprte, ker povečujejo največjo cisometrično zmogljivost mehurja, zmanjšajo povprečno dnevno frekvenco uriniranja, zmanjšajo pogostost nokturija, torej nočnega uriniranja in dnevnih epizod inkontinence pri bolnikih z multiplo sklerozo. Koristi konoplje so tudi našli na področju ginekologije, torej predvsem pri dismenoreji, boleči menstruaciji in pa pretirani krvavitvi iz maternice. V Indiji tudi vztrajno trdijo, da konoplja povečuje spolni užitek in njegovo udejanjanje, čeprav je težko izvesti preprosto eksperimentalno verifikacijo, se pa poraja vprašanje, ali konoplja zdravi tudi impotenco. Zdaj, takšne trditve so v Indiji pogoste, vključno tudi z uspešno nosečnostjo pri posamezniku, ki je bil prej impotenten zaradi poškodbe hrbtenice. Poleg tega najnovejši podatki dokazujejo, da kanabidoidi vplivajo na kasnejši semenski izliv pri podganah. Trditve o koristi konoplje pri nalezljivih boleznih so prejele recimo zelo malo pozornosti, odkar so od 1960
avtorji dokazali, da izolirana smola konoplje zavira rast Mycobacterium tuberculosis na način, da razreči bakterijo 1:150.000. Leta 1980 so študije na človeškem virusu herpes simplex, torej pač vsak je že najbrž v življenju kdaj imel herpes, pokazale, da THC zmanjša virusno rast pri nizkih odmerkih. Številne sestavine konoplje so torej antiinfekcijske, tudi v primeru malarije, kjer so dokazali, da imata sestavini kariofilen, torej eterično olje konoplje, in alfa-terpineol, antiprotozojski učinek, torej protivneten in imunosupresiven učinek. Konoplja je lahko koristna tudi pri zdravljenju prhlaja, kot je predlagano v indijskih virih, kajti kanabikromen je pokazal antiglivično dejavnost in pokazal tudi antikandidni učinek. Jasne koristi so vidne tudi pri zdravljenju uši, saj je bila ta starodavna navedba podprta s tem, da ima terpenoid, torej ta sestavina konoplja, antiinfekcijski učinek, kar pomeni, da lahko konoplja nastopi tudi kot učinkovit insekticid, čeprav pa je še to področje na primeru človeka relativno slabo raziskano. Kakorkoli, danes je konoplja v Indiji še vedno enako razširjena, kot je bila pred 5000 leti. In recimo, če preberem, kaj je bilo v začetku 20. stoletja napisano in kaj še v Indiji trenutno vedno drži, delavci, ki opravljajo težko fizično delo, uporabljajo zdravila iz konoplje v majhnih količinah za lajšanje občutka utrujenosti, depresije in včasih lakote. Konoplja proizvaja občutek dobrega počutja, odpravlja utrujenost, stimulira apetit in povzroča občutek blage stimulacije, ki omogoča delavcu, da prenaša napor in monotonost dnevne rutine življenja bolj vedro. Recimo pri nas je ta slika dosti bolj žalostna, ker recimo tisti posamezniki, ki uživajo konoplje, tudi imajo ogromno težav priti sploh do zaposlitve. Torej v Indiji je predvsem razširjena uporaba benga. To je napitek iz listov in cvetov vršičkov, torej ženske rastline konoplje, ki mešajo skupaj z mlekom, gijem ali pa z drugimi začimbami, predvsem da v bistvu malo zatre te narkotične lastnosti konoplje. In kot ste videli, če daš malo nazaj, recimo tisti sploh, ki govorijo angleško, zgoraj governmental authorized bank shop, torej so prav vladne trgovine, ki prodajajo napitek iz konoplje. Seveda pa je rekreativno uživanje konoplje v Indiji prepovedano. In recimo zanimivo je tudi to, da leta 2007 je indijski časnik Hindustan Times objavil 200 delavcih, ki že jutro začnejo z konopljenim napitkom, in kjer je avtor prispevek zaključil z besedami njihovih žena, ki trdijo, da to lažje prenašajo, kot pa če bi njihov mož užival prekomerno alkohol. Pri nas pa pač ravno obratno, ne? Danes je torej konoplja še vedno uradno priznana v farmakopeji indijske vlade in v skladu z indijsko materijo Medica iz leta 1941 in sedanjimi raziskavami je priporočena konoplja za zdravljenje širokega bolezni, torej od oslovskega kašla do raznoraznih rakavih obolenj, tumorjev, avtizma, epilepsije, ni da ni.
Torej, tradicionalni proizvodi konoplje in opija so med vaškimi zdravniki v Indiji še vedno močno prisotni, saj oskrbujejo 80% ruralnega prebivalstva z njihovo oskrbo. Torej, kot smo videli, velika večina trditev o konoplji, ki prihaja iz Indije, je v celoti podprta tudi z sodobnimi znanstvenimi kliničnimi preiskavami oziroma raziskavami. Zato bom tudi za zaključek citirala Campbella, ki je pred več kot 100 leti zapisal za poročilo Komisije za indijsko konopljo za zdravila naslednje besede. S pomočjo Benga so asketi prišli dneve brez hrane in pijače. Podporna moč Benga je prinesla mnogim hindujskim družinam varnost skozi obdobje lakote. Prepovedati ali celo resno omejiti uporabo tako svetega in milostljivega zelišča, torej konoplje, bi povzročilo širitev trpljenja in nadlog ter globoko zakoreninjenje jeze pri asketih, ki jo častijo. To bi oropali ljudi tolažbe v nelagodju, ozdravitve bolezni, vodstva, ki ga častijo kot varstvo pred napadi zlega vpliva, mogočne moči, ki jih dela zmagovalce, premagovanja demonov, lakote, žeje, paničnega strahu. Beng daljša življenje, prosto okav jaza. To sem dala za na konec, da ne samo da vidite, koliko je konoplja pomembna na področju medicine, ampak v vseh segmentih Indije. Od prehrambene, tekstilne in vseh drugih industrij. In kar smo tudi videli, da je kultura ta, ki bistveno vpliva na to, kako percepiramo določene stvari v družbi. Torej, Indija ima posluh, to konoplje, medtem ko pa Slovenija... Ja, pri nas pa je pač bolj sprejemljiv alkohol. Tako da hvala. Zdaj pa,